pozdrav, dragi moji člani Zavoda svetega Stanislava, dragi ŠKG-jevci, vsi dijakinje in dijaki, profesori in profesorice, vsi strokovni sodelavci in člani tehničnega osebja, gospod direktor, gospod ravnatelj, prav prisrčen pozdrav z nebeških višav. Letos so žal parkrni v karanteni in se nam ne morejo pridružiti, niti preko videoposnetka. Tudi v nebesih imamo nekoliko spremenjen ritem delovanja. Saj veste, novi koronavirus, ki razgraja po svetu, se odraža tudi v svetniškem delu. Saj veste, bolj kot je čas zahteven, več je prošen, več je molitve, več milosti se vsuje z nebes na zemeljske prebivalce. Reči moram, da budno spremljam s svojimi angeli vaše napore, ki jih izkazujete preko dela od doma. Vaš trud ob domačih nalogah, ki jih pridno nalagate v Teamse. Vidim tudi, da pridno telovadite po navodilih telovadcev na vaših domovih in da delate in redno spremljate učilnico Zoom, Safe Exam Browser, ExamNet, MC Forums, MC Teams, MC Outlook, Padlet, Mentimeter in tabele z razrednimi zadolžitvami za tekoči teden in kar je še podobnih aplikacij in programov, ki jih spretno in vešče uporabljate. Tega bi vam ne pravil, če bi ne bilo resnično. Ohranite to pridnost in zagnanost. Naj pa vas na tem mestu spodbudim tudi za vse tiste, ki se poslužujete Parkerjevih metod za doseganje boljših rezultatov na testih in ostalih malo manj poštenih in slabih razvad, ki smo se jih v času karantene navadili. To so ugasnjeni mikrofoni in ugasnjene kamere. Vsako dejanje naj bo dobro, plemenito, lepo ali pa slabo, zlobno zagrenjeno, vsa se vpišejo v vašo knjigo življenja. Uporabljajte torej zlata pisala, kreposti vere, upanja in ljubezni, pisala poštenosti, zmirnosti in srčnosti. Naj bodo vaše življenjske knjige polne dobrih dejanj in plemenitih namenov. Karkoli pa se popaca s črnimi zmazki greha, pa dovolite, da izmije Kristus svojo krvjo. In seveda, kar je najpomembnejše, ne pozabite prositi in tudi dajati, kakor nas spodbuja evangelist Luka. Dajajte in se vam bo dalo, dobro, potlačeno, potreseno in z vrhano mero se vam bo nasulo v naročje. S kakršno mero namreč merite, s tako se vam bo odmerilo. Letos vam žal ne morem seči v roke in zaželeti dobrote in pridnosti. Naj pa moj pozdrav velja iz nebes k vam in vsem vašim domačim. Izkoristite ta čas kot posebno darilo, da ste lahko med svojimi domačimi. Vem in vidim, da je včasih to darilo zahtevno, a le malo se potrudite in lahko boste okusili nebesa tudi na zemlji. Dragi moji, za darilo lahko samo še profesore spodbudim, naj radi dajo lepo oceno na vaše dobro znanje. Sedaj pa moram iti naprej, me namreč čaka že nova videokonferenca. Letos je vse preurejeno in drugi urniki. Želim vam, da ostanete zvesti in naj bo Božji blagoslov vedno z vami.